Pino! Častni po... Through! Pino! Novi! Častni po... Through!
desno, ramo. Poravnaj se. Častna enota s pohodnim korakom na 3. Polnim korakom. Visoki gostje, ekscelence, gospe in gospodje. S to slovesnostjo se Slovenija spominja 100. obletnice konca Prve svetovne vojne. Solze bridkosti in trpljenja so se končno pomešale s solzami olajšanja in sreče, da je konec nečesa strašnega. Orosile so mračno zapuščino do tedaj neslutenega človeškega trpljenja in vojnih žrtev, tudi med Slovenkami in Slovenci. S to slovesnostjo se Slovenija spominja najprej in predvsem teh žrtev. Nas se sprejema moralno dolžnost, da jih nikoli ne bo pozabila in bo vedno skrbela za njihovo vredno mesto v našem narodnem zavedanju. Prosim vas, da se za minuto molka poklonimo večnemu spominu nanje. Slava jim. Spoštovane gospe in gospodje, konec Prve svetovne vojne je pomenil konec ene najbolj nesmiselnih tragedij človeštva, ki jo je zakuhala predvsem nespametna, nesposobna in zelo ozkogledna politika. Tragedija milijonov človeških duš je bila in ostaja toliko večja, toliko bolj boleča in toliko bolj skeleča, ker je bila Prva svetovna vojna zares tako nesmiselna, predvsem pa je bila izogibna. To je pomembno sporočilo in opozorilo za današnji svet. Svet nikoli ni pahnjen v vojno. Tja ga pahne neodgovorna presoja in odločitev za vojno. Vojne, zlasti seveda svetovne, niso naravno stanje človeške družbe. O vojnah in o miru odloča človek. V vsaki zgodovinski situaciji je vedno mogoče izbrati med vojno in mirom, ko je za to še možnost in čas. In od tod, spoštovane gospe in gospodje, naše prepričanje, da je trajen mir mogoč. Od tod naše najbolj plemenito poslanstvo, da ga varujemo in krepimo. V tem smislu je naša odgovornost za mir obča in ultimativna. Sprejmimo danes in razumimo privilegij miru, ki ga uživamo. Ohranjamo in krepimo ga lahko le najprej s čisto človeško medsebojno prijaznostjo, z razumevanjem, spoštovanjem, z medsebojnim upoštevanjem, obzirnostjo, solidarnostjo, srčnostjo in seveda tudi zavračanjem slehernega sovraštva. Bolj kot bomo človeško povezani, znotraj narodov in med njimi, večja bo verjetnost za trajni mir. Visoki gostje, ekscelence, gospe in gospodje. Spomin na Prvo svetovno vojno na Slovenskem je dolga leta počival na intimnem, osebnem spominjanju. Na Primorskem je bil bolj živ, ker so bila potrebna dolga desetletja, da je zeleno-modra Soča sebe sprala še zadnje odtenke krvavo rdeče. Toda vsaj od 100-letnice konca Prve svetovne vojne naprej si ta čas zasluži status prelomnice za našo narodovo zgodovino. Tako v času vojne,
ki je v rovih požirala nedolžna življenja slovenskih fantov, kot v času neposredno po njej, ko se je odprla pot za politično formiranje slovenskega naroda. V tem smislu smo postali Slovenci, nismo bili več Krajinci, Korošči, Štajerci, zedinjena Slovenija, Štajersko in Prekmurjem je postala dejstvo, čeprav brez Koroške in Primorske, ki jo je po vojni doletelo še gorje fašizma. Slovenci smo, čeprav samo za kratek čas dobili prvo narodno slovensko vlado. Slovenski jezik je ta razglasila za uradni jezik. Dobili smo univerzo, narodno gledališče in narodno galerijo. Vse to so bili zametki slovenskega naroda kot državotvorne nacije, zametki slovenske državotvornosti. Premalo se vsi skupaj zavedamo pomena tedanjega časa, razmer in sadov v narodnem in državotvornem zorenju. Tradicija je daljša, kot si običajno mislimo. Nič velikega se ne zgodi čez noč, temveč zori dlje časa. Ne bo pretirano, če bomo videli konec prve svetovne vojne kot otipljiv začetek formiranja slovenske nacije in države. Ekscelence, gospe in gospodje, ob tej priložnosti bi se rad zahvalil številnim posameznikom in ustanovam, ki ste v zadnjih 4 letih prispevale k opaznejšemu prebujanju naše radovednosti, našega spominjanja in opominjanja ter tudi našega ponosa glede časa med prvo svetovno vojno in neposredno po njej na Slovenskem. Tudi na vašo spodbudo sva se z madžarskim predsednikom Aderjem poklonila padlim na Cerju, z ruskim predsednikom Putinom pod Vršičem, z italijanskim predsednikom Mattarello sva skupaj odkrila spomenik slovenskim vojakom v Dobrodobu, z ukrajinskim predsednikom Porošenkom sva bila častna pokrovitelja spomenika padlim Slovencem v Lvovu in s poljskim predsednikom Dudo sva odkrila spomenik padlim med prvo svetovno vojno v Gorlicah. Spomnim se, kako je neka gospa tedaj na slovesnosti v Gorlicah jokala. Iz Slovenije je prišla prav za tisto prireditev. Jokala je od sreče, da je njen ded, ki je med prvo svetovno vojno padel v Galiciji, osamljen, daleč stran od svoje ljubeče družine, končno našel svoj simbolni grob in prostor večnega miru in pokoja, kateremu bo lahko poslej posadila cvetje. Ekscelence, gospe in gospodje, v nedeljo bo v Parizu sklepna slovesnost ob 100. obletnici konca prve svetovne vojne na ravni celotne mednarodne skupnosti. Številni voditelji se bomo skupaj poklonili žrtvam vojne in se zavzeli skupnemu stremljenju za mir. Ohranimo hrepenenje po miru. Hrepenenje po miru in skrb zanj je hkrati naša največja pravica in dolžnost. Pozivam, da hrepenenje ohranjamo z dobrimi zgledi in ne strahom. Vojna naj bo sicer svareč opomin, vendar glejmo in negujmo lepoto miru. Hvala za vašo pozornost. Gospe in gospodje, s prizorišča odhajata častna straža gardistov Slovenske vojske in policijski orkester.
Prijatelji, kadar preboli človek težko bolezen, kadar se vzdrami iz silne preizkušnje, iz temne blodnje, takrat ni več tisti, ki je bil poprej. Oni prejšnji, ki je živel pred boleznijo, mu je čisto drug človek, mu je skoraj tujec. Prerojenemu, iz trpljenja, iz groznice in bloden vzdramljenemu se zdi, da je vse njegovo prejšnje bitje in nehanje nekje v daljni daljavi za njim, da je vmes celo dolgo, veliko in strašno življenje. Čuti pa obenem, da ni bila brezkoristna ta preizkušnja z vsemi njenimi brezmejnimi grozotami, da je bila preizkušnja potrebna zato, da so njegove razbolele oči ugledale veselo zarjo jutra in pomladi, da so oči njegove duše ugledale zarjo novega, poglobljenega spoznanja. Najprej spoznanja zmot in grehov preteklosti, nato spoznanja poti, ki vodi iz jutra v dan, iz sedanjosti v bodočnost. Spoštovani, doktorica Petra Svoljšak, podpredsednica Nacionalnega odbora za obeleževanje 100-letnic Prve svetovne vojne. Spoštovani gospod predsednik, spoštovani gospe in gospodje. Ko se je pred 100 leti na slovenskem etničnem ozemlju zgostila zgodovina, kot da bi razprostrla krila in v 4 cankarjevskih letih strahote, ko so ugasnile luči, izživela malo da ne vse možne odtenke vojne, je še vedno tlelo upanje na novo, svetlo življenje, očiščeno in pomlajeno, vredno spomina in spominjanja. Pa so se leta strahote umikala iz javnega prostora v prostor intimnega in umaknjenega spomina, ker ta zaradi usodnosti, lahko bi celo dejali zaradi krivičnosti zgodovinskih procesov, ni mogel biti soustvarjalec ponosne in zmagovite zdajšnjosti. Navkljub žrtvam, navkljub vztrajanju v brezupnem vojnem vsakdanu, navkljub nepopisnemu razdejanju, ko je po Bevku gloriola vojne merila svoje zmožnosti na Slovencih in Slovenkah. Malo da ne 100-letni dolg je samostojna slovenska država po vseh državnih skupnosti, v katerih smo živeli Slovenke in Slovenci, odplačala 9. septembra 2014, prav tukaj, pred kostnico žrtvam Prve svetovne vojne in pod okriljem Kranjskega Janeza. Spominjanje in opominjanje na dolgih 4,5 let vojne je minilo tudi pod okriljem slovenske države in vedno z naklonjenostjo predsednika republike gospoda Boruta Pahorja bistveno hitreje kot enaka doba v vojni, a prav tako, kot se je pahljača vojnih izkušenj razprla nad prebivalstvom tedanjih slovenskih dežel, je ta našla po 100-letni odmev v slovenski strokovni, politični in širši javnosti, katerih posluh, radovednost, učinkovitost, delovnost, zavzetost so dale prav tistim, ki so sklenili pozno poleti leta 2012 na pobudo tedanje združene slovenske prvovojne skupnosti, raziskovalne, muzealske, arhivske, dediščinske, ustanoviti Nacionalni odbor za obeleževanje 100-letnic Prve svetovne vojne in Prvi svetovni vojni kot prelomnemu dogodku v slovenski zgodovini 20. stoletja podeliti domovinsko pravico tudi na Slovenskem. In če je vojna sila predvsem razdirala, spomin nanjo, nasprotno od tistega na njeno mlajšo sestro, predvsem združuje. Združuje slovenske muzeje v razstavnih projektih o vojne, kakršni se niso predstavljali, na celotnem državnem ozemlju in v celotnem obdobju obeleževanja vojnih stoletnic. Iz drobcev, podob, spominov, pišejo in pisem pišejo veliko zgodbo o veliki vojni in vedno znova dokazujejo prepletenost vojne in slovenskega prostora v izkušenjski klopčič brez primere. Svoje moči so združili slovenski varuhi spomina, slovenski arhivi, javni in cerkveni, ko so iz svojih skladišč izluščili gradivo o obdobju, ko se je prelamljala zgodovina.
Narodna in univerzitetna knjižnica je prvič v svoji zgodovini združila v razstavnem projektu vse svoje oddelke in tako uresničila svoje vrstno samospoznavanje prav skozi gradivo Prve svetovne vojne. In ves čas so nam ob strani stali slovenski mediji. Založbe so tiskale spomine, dnevnike, da bi nam vojni čas približevale in nas znova opozorile, kako globoka in usodna je bila ta vojna za vsakega slovenskega slehernika. Da je vojna zarezala v slovensko življenjsko tkivo brez razlik in brezkompromisno, je neizpodbitno spoznanje, ki se je opredmetilo v več desetin dogodkov na leto, tudi po 80, ki jih je povezovala nit osrednjih prireditev, katerih gostitelj in pokrovitelj je bil tudi predsednik republike. Od že omenjene komemoracije do odprtja pomembne, opominjajoče, celo poskusne UNESCO-ve poti miru od Alp do Jadrana na prostoru, kjer so sekla bridka jekla, do odmevnega meddržavnega prijateljskega spominjanja na brezsmiselnost vojnih žrtev pri Ruski kapelici in pri spominski cerkvi svetega Duha v Javorci, ki se zaradi svoje srhljive lepote in sporočilnosti ponaša znakom evropske kulturne dediščine, in do uglašenega sozvočnega koncerta vojaških godb v Kobaridu, ter se danes, prav na pobudo predsednika države, zaključuje z današnjo komemoracijo. Geslo odbora Večem bo na vas spomin se je utelesilo v spomenikih, ki od letošnjega maja dalje spominjajo na slovenske vojake v Galiciji in tistega v Doberdobu, ki se poklanja slovenskim vojakom na Soški fronti, ter nastajajočega svetovno spletnega spomenika, poskusa evidence slovenskih vojaških žrtev, s katerim se poklanjamo vsem tistim, ki so domovini žrtvovali največ, to je lastno življenje. Spoštovani, slovenska država je tako odplačala stoletni dolg in se lahko s ponosom, povsem drugačnim, ko je morda preveval pred 100 leti, ozre na 5-letno obdobje, v katerem je bila Prva svetovna vojna osrednja osebnost. Hvala vsem za verjetno neponovljivo pot po poljanah Prve svetovne vojne. Silen je vihar, ki buči preko trpeče zemlje, preko človeštva tega ubogega, v krčih in vročici poblaznelega. Vihar ruši mesta in vasi, pustoši dežele, da so gole in puste, kakor beraška dlan. Vzdignil je valove morja, da treskajo ob najvišje bregove, poplavljajo pokrajine, kjer je nekoč dihalo bogato življenje. Ali ta vihar ne podira le mogočnih hrastov, temveč ne prizanese niti ne ponižnim bilkam na senožeti, niti ne drobnemu, komaj izpopja vzklilemu cvetju na mladikah. Tisoči in tisoči mladih, življenja vrednih bitij padajo pred našimi očmi v prezgodnji grob. Silnim korakom hodi smrt po okrvavljeni zemlji in kosi in žanje, brez misli in usmiljenja.
Nobena solza ni potočena za ston, nobena kaplja krvi ni prelita za ston. Svetlejši iz noči zasije dan, življenja mlado vre iz starih ran in iz trohnobe se rodi vstajenje. Pred 100 leti se je končala prva svetovna vojna. Povzročila je neskončno gorje in trpljenje. Tudi konec vojne ni prinesel trajnega miru, ne tedaj, ne kasneje. 1. avgusta smo glasbeniki, člani Evropskega mladinskega simfoničnega orkestra ESIO v Kobaridu priredili koncert z naslovom Bobni miru. Koncert je vodil Igor Kuret, spremljala so ga razmišljanja tržaškega publicista in pisatelja Pavla Rumica. Slovesnost je potekala pod pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja, predsednika Italijanske republike Sergia Mattarelle in Evropskega parlamenta. 11 mladih glasbenikov iz 11 držav je podpisalo zavezo za mir. Obljubljamo, da se bomo po naših najboljših močeh trudili za medsebojno spoštovanje in mir. Hkrati pozivamo svetovne voditelje, da se zavzemajo za blaginjo človeštva in trajen mir na zemlji. Nedorasli, prepevajoči otroci so šli, da se pobratijo s smrtjo. Vrnili so se dorasli v ognju in v peklu preizkušeni možje. Niso se vračali prepevaje, temveč zamišljeni vase in v svet in v bodočnost. Očiščeni so se vrnili iz jeklene kopeli. Na tem ogromnem pokopališču, na teh od solz in krvi bogato pognojenih tleh si bodo zgradili sinovi in vnuki svetlejši, lepši dom, ki si ga bodo uredili po svoji, iz trpljenja vzkipeli volji, po svojem, v novih spoznanjih dozorelem umu. Vsak zase se je pričel zavedati zmot in zablod preteklosti. Se je s skrbjo in strahom, toda hkrati z vero in upanjem zagledal prihodnost, začel si meriti novo pot, sebi, otrokom in vnukom. Nikoli več. Nikoli več. Spoštovani, s prizorišča odhajajo zastavonoše, nosilci bojnih zastav Slovenske vojske in Slovenske policije ter praporščaki veteranskih in domoljubnih organizacij v Republiki Sloveniji. Društva za negovanje rodoljubnih tradicij Tiger Primorske, Zveze veteranov vojne za Slovenijo, Zveze policijskih veteranskih društev Sever, Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, Zveze slovenskih častnikov, Zveze društev vojnih invalidov Slovenije, Zveze društev civilnih invalidov Slovenije, Zveze društev General Meister, Zveze društev in klubov Moris. Zastavonošam in praporščakom poveljuje pripadnik Slovenske vojske, višji praporščak Andrej Jurjevič. Levim krilom, onim korakom na